Jaz bi kar šla za tistimi prvimi letela naprej, sicer ne vem koliko časa, tako da se moram tukaj malo brzdati. Komaj sem htela okoli do vode, pa že nekako pod prireditveni oder. Mogoče lažje meriš tudi en napredek na cesti, a ne kot na samem trailu. Tudi tu mi je še skusen izziv. 3 let nazaj sem se borila s tem, da mi jaz 10 po 40 pretekla, zdaj se pa v maratonu pogovarjamo, pa jaz v tem tempu govorim, tako nepredstavljivo se mi še skozi delo. Dobro jutro, dobro dan, spoštovani in spoštovane. 224 številka epizode v 5. sezoni podcasta za Gre za tek. Tokrat snemamo kar zgodaj, ker imam gostjo, ki rada zgodaj vstaja in se zgodaj pogovarja. Živijo, zdravo, z mano je Saša Pisk. Živijo. Zdravo, Marko. Kako si, Saša? Ma v redu, že kar neki del dneva je pred mano, tako da, kot si rekel, pri nas v familiji vstajamo zgodaj, tako se dan začne okoli 5., 6., tako da. Po sili razmer ali pač že ves čas tako, tudi preden je pač otročič bil zgoden? V bistvu sem že od nekdaj bolj jutrajni tip, zdaj odkar imam pa otroka, pa tudi Tevš več kot do 5., 6. ne potegne, tako da smo primorani, no, tudi če da je prišla situacija, da bi si želeli kaj podaljšati, enostavno ne gre, tako da. Zvečer se odpravimo v posteljo okoli 8., 9., tako da tudi tukaj gremo v bistvu vsi kar zgodaj spat, no, tako da pol skupaj vstanemo. Je pa še več teh vmesnih vstajanj prek noči, tako da je pestro, no, po dnevu in po noči. Se pravi, boš rekla tudi tvoj dragi partner se je mogel temu prilagoditi, ali je tudi on jutranji človek, ali je kdaj kaj pospal zjutraj? Evo, moj partner je dan že opravil s treningom. Imamo v Haraš tekaško stezo, tako da imamo malo porazdeljeno tu. Njegova so jutra, moja mogoče bolj tisti dnevi, tiste ure, ko gre Tevš še k popoldanskemu počitku. Ampak si zmer tekla bolj popoldne ali si kdaj tudi zjutraj Ne, izkoristila? v bistvu rajš tečem zjutraj. Ampak se pravi, zdaj moraš se izboriti, kdaj kakšen jutranji termin, če je lih sreča ali kako? Jaz se mi zdi, da me otrok zjutraj še dosti rab, tako da bo ta del malo počakal. No, je lažje, če je mama zjutraj doma, tako da mi ni problem. No, sploh sem zadovoljna, da si lahko vzamem v delu dneva tudi ta del zase pa grem, tako da mi v tej situaciji ni težko iti zvečer, iti zjutraj, iti popoldne, direkt po kosilu. Tudi pod noč sem veliko hodila še nekaj mesecev nazaj. Tako da vesela sem, da sploh si lahko vzamem, no, to uro in grem. Jaz sem rekel samo izjemno, Saša, kot kaže ti je rekel, tudi materinstvo dalo dodatnega zagona, pa še mogoče treningi pri Romanu Kejžerju, ker si letos enostavno prebila vse plafone, in prišla na najvišji nivo v svoji karieri z vsemi izzivi, ki jih imaš v življenju. V tem bo vas kakšno še rekla, spoštovani in spoštovane. Ime ste slišali preteklo nedeljo v Ljubljanskem maratonu, druga Slovenka v cilju, Saša Pisk. Jasno je tudi, poleg da je mati delovna terapevtka, na glasu ste v gibalske, vem, Idar je tako, teče zadaj Posočje, je pa vsestranska tekačica, tisti, ki ste zadnjo desetletje in več hodili po tekaških prireditvah, kot gorskih, cestnih, trail in tako naprej. Ste jo srečevali? No, v bistvu jo niste, videli ste jo ponavadi na odru, potem, ko je bila podelitev, in se spraševali, kam pa bo še šla ta tekačica. No, zdaj veste, gre na oder državnega prvenstva, tako v Radencih kot v Ljubljani. To je letos naredila, obakrat državna podprvakinja, že leta 2019 pa je bila najboljša Slovenka v Ljubljani na državnem prvenstvu. Odkar teče pod vodstvom Romana Kejžerja, tudi svoje osebne rekorde znižuje, konkretno v Ljubljani letos 2,46, resno opozarja nase. Po enem tednu, Saša, kako so nogice? Še skozi sem pod vtisom tega maratona, drugače, kar se pa nog tiče,
še konc maratona, ko je bilo treba tam pod podhod jet kongresnega, so bile kar težave, pa naslednji dan tudi, sicer pa sem se pa na en krajši iztek odpravila še v ponedeljek. Tako da pomislim, da je šlo pa sem na bolje. Tako da tork, ok, sem še dosti čutila, kar se pa naprej, danes mislim, da lahko rečem, da so muskar fibra ni, no, tako da se kar že počutim, že kar razmišljam o naslednjih podvigih. Iztek je nek, bom rekel, standarden protokol po maratonu naslednji dan. Vem, da veliko maratoncev to Ja. prakticira. Ja, ti Mhm. tudi. Mhm. In mi zelo pomaga, no. Daj mi razloži, kaj to pomeni. 5-7 km lahkotno ali kakšno razgibavanje še, kako. 6 kilometrov sem šla čisto po občutku, ne vem, po občutku tempo 6:0, rečemo, se niti na uro nisem gledala, no. Toliko. Ampak Zdaj, treningov pa zdaj še nisi nazaj začela, si še v Izi, si vzela ta teden. zdaj mogoče, da se grem še malo izteč, pa razmišljam, da mogoče ja, ta forma malo izkoristila, pa šla še na kakšno, ne vem, polmaraton, desetko, pa pol z decembrom zaključila ta del sezone. Pa itak se bodo celi naprej, jaz se jih že tako kar malo veselim. No, vse Tako nove. da Izvoli, ja, izvoli, sem te sem še prekinil. kar lačna za kaj več, no. Ja, jako zagrizeš, da res pravi rezultate, pa se odprejo čist nove dimenzije. Ja, Mhm. Saša, zdaj pa pač razdelati tale ljubljanski maraton. Zdaj, jaz sem si potem, ko sem prišel domov z Ljubljane, za nalašč zavrtel posnetek neposrednega prenosa, ker me je malo zanimalo, kako to je izgledalo medtem, ko smo mi tekli od spredaj. No, ampak na prenosu se veš, spremljajo večinoma prve Kenice, pa pol najboljše na 21, pa sem ter tja omenijo tudi boljše Slovence, Slovenke, tebe so omenile ne dvakrat, ampak ta prave akcije pa pač niso pač uspel, ker mene zanima predvsem tisto, kar se dogaja tam med najboljšimi Slovenci, Slovenkami. Daj mi malo obrazloži, no, ko si šla tja, kakšni so bili najprej cilji, kaj si v bistvu v Ljubljani želela doseči preteklo nedeljo. Ok, da se vrnem nazaj, sem si tudi jaz v sredo ali v četrtek sem bila lih prosta, tako da sem si tudi sama ta posnetek pogledala. Drugač pa kar se ciljev tiče, tako sem imela en cilj, en tempo 3:55 sem si zadala, pa na koncu pol tega tudi držala skozi cel čas tekme, tako da glede tega sem itak zadovoljna. Sem ta cilj svoj resničila. Nisem se pa tako ukvarjala. Zdaj, ok, sem se res prijavila na državno prvenstvo, sem zdi, da je maraton taka disciplina, kaj je zelo nepredvidljiva vse skupaj. Tako da s konkurenco samo se nisem jaz veliko ukvarjala. No, tako da jaz bi bila zadovoljna tak s drugim kot petim mestom, če mi uspe ta čas, ki sem si ga zadala preteč. No, tako da to je bil moj cilj. 3,55 pomeni na koncu v bistvu, koliko tam 2,45, 2,44, če ne hitro čez palce računam. Ja, se v bistvu, zdaj ura mi je sicer pokazala tempo 3:54, če to ja, ne gre lih s časom, tako da po mojem mogli biti pol mal več kot 3:55 ali kako je to, ne vem, mogla, bi rabila prav pogledati v razpredelnico, koliko točno je, lahko da jih rekeš na sekunda, gor dol. To je res, ja, v bistvu je neka GPS napaka na progi sigurno, kakšen meter več sigurno, Ja, tudi, to se tudi. hitro zgodi, ampak ja, to vzamemo vsi v zakup, da mogoče ni čist v meter vse po uri in Ja. po progi, ki je uradno zmerjena, ampak reci mi, ok, 3,55 je bil cilj, zdaj, kaj to pomeni? Solo tek, si imela koga, ki te je spremljal, ki bi ti ta tempo pomagal držati? Ne, nisem imela nikogar, oziroma zdaj vmes se eden, ki je šel na 21, ko pa ni zmogel tistega tempa, se mi je za nekaj kilometrov priključil. Drugač sem se sama kakšnemu priključila, nisem pa imela tak prav zajčka čez cel čas proge, tako da.
Edini, kar je bil stalni, je bil v bistvu zadnjo tretjino sodnik na kolesu, no. Drugače sem pa tekla pretežno solo tek, no, oziroma če sem v skupinkoh najdla, sem to je tako za eno obdobje, pa grejo oni naprej, ali grem jaz naprej, tako da ne. Je pa tako, kar sem izkusila tega nekaj kilometrov, kam je en kolega držal, ki je bil v bistvu prijavljen na 21, si pa želela to, da bi kar držal to do konca, no, enega zajčka, se mi zdi, da bi bilo tako lažje, no, kot pogrešam to, no, bi si želela to naprej, se mi zdi, da dosti pripomore, no. Se tudi sam ne rabiš toliko s tem delom ukvarjati, tako da ma se načeloma tudi nisem toliko pogledovala na uro tekom maratona, sem šla bolj po enemu feelingu. Zdaj, moj feeling na začetku je bil zelo dober, oziroma skozi cel cajt maratona, tako da zaštartala sem kar mah trejo 3:55, Mhm. mogoče na začetku še malo prehiter. Sem imela občutek, da tako ene 3:50 kar z lahkoto držim, so pa na koncu zadnji kilometer, v bistvu so me pa krčil noge, tako da želja je bila še ta tempo držati, mi pa noge nekako niso dale, no, tako da po en stran škoda se mi je zdelo, no. Evo, zdaj sem že ugotovila za tvoj naslednji maraton, a ne, da rabaš pač recimo enega dečkota, ki bo Ja, zdravo rami tebi tekel in ti morda olajšal tudi to diktiranje tempa, namreč če izvoli. tudi pri tem, kaj rabim, še vmes rabila bi tudi kakšno um, bidone na okrepčevalnici, da ne bi rabila tiste helov in vsega sama hucati, tako da če smo leh pri tem, Kar to bi tudi govorva, rabila. ja, tako ne poslušajo organizatorji, ki te bodo zdaj Ja. vabili, recimo Indoranci, Ljubljani, pa še kje, ne, kaj bo Saša Pisk zdaj pač potrebovala na svojih naslednjih maratonih, vendarle se gre za eno boljših, bom rekel, tekačic v Sloveniji, a ne, ki bi jo marsikdo gotovo rad videl na štartni listi. Anja Fink, recimo pred tabo, je z Rokom Puharjem bila povezana in verjamem, da ji je to pomagalo pač izpeljati tisti želeni cilj, ki si ga je zadala. Vem, da je tudi Primož Kobe si želel imeti pacemakere na celi progi za naskok na rekord, ki mu je na koncu uspel. Tako da, ja, pacemakeri, če so že pri tem svetovni rekord pri ženskah, ki je padel par tednov nazaj, najbrž ne bi uspel v taki meri, če ne bi Ruth Čepengetič imela kar dveh visokoraslih mladeničev, ki sta ji rezala zrak, pa pač držala tisti tempo. Tako da, evo, tle so še velike, rekel, rezerve tudi za tebe. Zdaj, povej mi polovička, jaz v Ljubljani, kadarkoli sem šel na maraton, sem videl zdaj to razliko, prva polovica, tudi kar dost zasedena, posebej, če je lepo vreme z navijači, potem pa prideš tam dol, zaviješ dol na Kodeljevo, pa kar naenkrat moče zmanjka te podpore. Kako je bilo letos? No? Letos. Meni se je glede tega zdi letos boljš, no, se mi zdi, da je bilo tudi druga polovica več ljudi na progi. Mhm, Jaz sem dobila tako občutek, še, da še na zadnjem, oziroma ja, še na zadnjem maratonu 2019 sem ta del zelo pogrešala. Se mi zdi, da sem bila mhm. sama, da Tako, ni bilo tako. nikjer Mhm. nobenega. Leta se mi je zdelo malo drugače, kar se tega tiče, no. Tako da. Se pravi, se tudi Ljubljana malo odpira, kar se navijaško tiče, super, no, to je dobro Zdaj, slišati. vse moj občutek je bil tak, ne vem, kakšen je bil tvoj, Marko, se tudi sam Ne, tekel, a ne? ja, nisem šel na celega, a ne, se to A je ja, tisto, ja, ok. zato sem te vprašal. Sprašujem pač maratonce, letos sem tudi jaz večkrat že zavil na maratonsko progo pred leti, pa sem tudi pogrešal morda kakšnega človeka več, no letos pa ne samo od tebe, tudi od koga druga slišim, da morda kakšen več pa je navijal. Ja, kako je bilo tam gor pri Žalah, mimo Žal po tisti dolgi ravnici, ki se malo vzpenja proti Stožicam. A veš, kako je, Marko? Jaz v bistvu se mi zdi, da se med tekom tukaj odklopim, da mi je en del gre kar mal mimo, no, To je tako da dobro, to je dobro. spomnim se dveh naklonov, no, ko so mi tako noge tako spolne, no, na to, drugače pa se mi zdi, da je bil kar enakomerno, eno dogajanje tekom proge, no. Se pa res se mi zdi, da je kakšne trenutke kar malo odklopim, ne vem, se mi je ful dogaja v bistvu znotraj mene, a ne, tudi če je zunaj tega ni. O čem razmišljaš, Saša, o čem razmišljaš, ko tečeš, ko si, pač, bo rekel,
na zelo visokih obratih, pa moraš pač loviti ta tem. V čem ti glava premleva? Prvo tretjino se bolj s tempom ukvarjam in sicer jaz bi kar šla za tistimi prvimi letela naprej, sicer ne vem koliko časa, tako da se moram tukaj malo brzdati. Tako da prvih 5 kilometrov, rečemo, se zelo s tem delom ukvarjam, pa se mi zdi, da pa grem v ene svoje misli, da ti v bistvu sploh težko povem, no daj se čisto odklopim, da tudi nič ne razmišljam. Pol pride pa zadnja tretjina maratona, ka so pa misli bolj v to usmerjene, sploh letos, ka so me krči tako zadnjih 5 kilometrov, a me bodo noge zdržale do konca ali ne. Probaš tako različne tehnike, da ti je pomagale vsako mal, se poslužuješ, tako da pol na koncu gre tistih 42 meminevo, si presrečen. To je Tako zdaj, da, že, v ja, bistvu imaš veliko časa za razmišljati o vseh zadevah, kar se družinskih, kar se službenih tiče, kar se nasploh življenja. praviš veliko časa, no to je 2 uri 46, nekateri tečejo 5 ur in več, verjemi, koliko imajo šele oni za razmišljati, joj, pa rešiti problemov in tako naprej. Kje ti je bilo najtežje na tem maratonu, recimo, zdaj le, kje si imela kakšno krizo, oziroma če jo nisi imela, kje je bilo najbolj zoprn? Jaz imam 3 maratone za sabo, zdaj, ene 2016, 2019 in letos. Tako da od vseh treh se mi je zdel letošnji najlažji, tudi če Op. je najhitrejši. Vsaj kar se v psihičnem smislu tiče, se mi zdi, da sem da tako počutje je bilo ves cajt prohe, se mi zdi tako, ne vem, ni bilo kakšne take krize v psihičnem smislu. Edin pol, kot sem že rekla, noge niso dale več, no, zdaj ne vem, a je to tudi ene vrst, verjetno, ne vem, kot, kar rečejo, tekaški zid ali karkoli, pa da se mogoče pri meni na ta način kaže, sem, tako drugače sem bila pa ful dobro razpoložena, jaz bi kar šema, če bi mi noge dale, se mi zdi, da bi lahko kar šema. Le izgleda, da so bile noge tist opomnik, opozorilo, no, da pač en tuk gre, a ne. Vreme je bilo idealno, se mi zdi, za Ja, tekmo. To so vsi rekli, da se je rekorde podirati. Ja. ja, vreme je bilo tudi zame. Sicer rajš tečem v hladnejšem vremenu, letos mislim, meni ni bilo prevroče, no, tudi če je pol se že malo grel, zame je bilo idealno. Ne maram pa kakšne vročine in to poletje smo dosti v sami vročini trenirali, tako da to je zame risena muka, no. Se mi zdi, da je dosti hitreje, dosti lažje v kakšnih hladnejših dneh tečem. Tudi če je zunaj dež, jaz rada grem tudi v dež. Ok, sem glede tega malo bolj previdna zadnje obdobje, Mhm. zaradi samih bolezni ima načeloma ni problema, kar se tega tiče. Ja, izvrstno se je poklopilo vreme, prejšnji vikend mi smo gledali še Ja. par dni pred tem, pa dež bo, pa mrz bo. Na koncu je dež prenehal, vikend je zasijal v soncu, sicer se je potem spet pokvarilo vreme, tako da mislim, da organizatorji, ja, lahko donirajo še en evrček v dober namen, zato ker se jih je vse višnji usmilil tudi s tem vremenom. No, pa vse nas, no, meni je bilo fantastično, tudi vzdušje nasploh med ljudmi, med navijači, rekordno število tekačev, povsod maratonce smo potem spremljali, tudi ogromno število. Ko se je tebi zdelo, sicer si bila precej v spredju, je bilo kaj več ljudi okrog tebe ali si bila bolj sama samcata? Ja, zdaj, kar se na progi tiče. Tako je. Ja, ma kar je bilo na začetku, a ne na samem štartu, ok, Od polovičkari še, ja, tako. Mhm. ja, jaz sicer sem v ospredju štartala, sem bila tudi za samo državno prvenstvo prijavljena, tako da to me veliko pomeni, no, da, tako da, pol se pa ta gneča mara sprosti, tako da so bili kakšni odseki tudi predvsem na drugi polovici, no, ko sem imela, ko tudi nobenega ni bilo spredi, no, tako da, eno in drugo, no. Se mi pa nasploh zdi organizacija tega maratona, ne vem, sicer jaz nimam izkušenj z drugimi maratoni po državah, kar se tega tiče, jaz sem bila letos ful zadovoljna, no. Tako Ja, eno prijetno vzdušje skozi celo Ljubljano se mi je zdelo. ja,
tudi zlati znak, pač ni za manj, Mhm. no, nekaj to potegne Mhm. za sabo, tudi Ljubljančani so zdaj po vseh teh četrt stoletja in več sprejeli morda ta dogodek za svojega, no, in res pridejo pogledat, navijati in tako naprej. Si na polovički pošpegala na uro, pa rekla, joj, 1:21, čak, to je pa, mislim, ja, super, gremo naprej, ali kako? Drugače sem imela v Štimanu na orde, mi je na kilometr izpisal povprečno. Zdaj vsake toliko sem pogledala, nisem pa tako, se mi zdi, da pa, ko sem šla v en tempo, da sem kar, bolj se po občutku ravnala. No, vsake toliko sem sicer preverila, mi je kar šlo. No, zdaj, ko je bilo, a ne, jaz sem še pol malo pogledati tvoje čase, pa čase od Neje Kršinar. Ona je bila pred tabo na polovici, pa je Mhm. bila pred tabo na 25. Si ti vedela, recimo, da je ona tako blizu, da jo loviš? V bistvu smo z nejo skupaj štartale. Jaz sem v bistvu začetne kilometre še za njo tekla. Mhm. Je pa tako ona zelo zame hiter zastavila. Po moje, da smo v začetku šle kakšne 3:45, 3:40. Jaz sem se izvrstno počutila, sem pa tako malo za naprej pogledala. Zdaj, Saša, tukaj izkušenj maratona nimaš, tako da je mogoče bolje, da ima bolj previdno, tako da sem namensko počasnila tempo, tako da sem pošla na ene 3:50. Ne, je pa ohranila tisti tempo, pa šla naprej, tako jaz se na njo nisem ozirala, tudi v ospredju je pol kar, po moje, 20 kilometrov, sploh nisem videla, no. Post je pa prišel 30 kilometr, sem jo pa dohitela, tako da, pa pol, po moje, da je bilo po enemu 30 mu tudi prehtela, no. Ja, tam na 30. sta imela še zelo, imela pa zdaj podoben čas, no, potem pa si Mhm. ti začela delati te minute, sekunde. Sta se kaj pozdravili, spregovorili kaj, ne, recimo, ne vem, Neja Kršinar je veljala desetletje za najboljšo slovensko maratonko, znala je teči zelo hitro. Mislim, če jo dohitiš na takem maratonu, to že nekaj pomeni. A ne? Ja, ne, je tudi dosti bolj izkušena, a ne tekačica, kot jaz ima teh maratonov za sabo. Mhm. Ogromno. Tako Mislim, da, se ti je zdelo pač ok, da sem pojela Nejo Kršinar. Mislim, očitno mi gre dobro, je bila to motivacija za naprej ali kaj ja, drugega. sigurno je ena motivacija, tudi če se, kot sem rekla prej, ni bil moj namen zdaj, da bi prehtela, ne vem, nejo ali pa drugega, sigurno te pa ima spodbuditi naprej, pa upaš, da boš ta tempo lahko ohranil do konca, no. Ja. Si kaj pogledovala potem, da zadnjih 10 km čez ramo, če se ti bo mogoče približala, ali si pač po svoje šla, dala vse od sebe, pa rekla, kar bo, pa bo. Sem imela dosti dela sama s sabo, tako da nisem pogledala nazaj. Nekaj jaz sem gledal potem na 35, 40, ta razdalja, mislim, oziroma zaostanek se potem ni zmanjševal, no tista dobra minuta na koncu je bila tudi v cilju, zasluženo si postala druga Slovenka v cilju, no to pa zdaj, če se uvrstiš med Anjo Fink in Nejo Kršinar, ja, že nekaj pomeni, no, recimo, ne vem, prva stvar, ki si jo pomislila, ko si letela tistih zadnjih 500 metrov pa v Vinek. Pa tako. Zadnji ovinek sem imela namen še malo pošprintati, pa, pa ni šlo, me je kar mal tako spodvilo v nogah, se pravim, krči so me in ni šlo. V bistvu tudi 2 kilometra pred ciljem sem se tudi prav ustavila, pa malo noge stehnila. Takrat so se s tem sodnikom sem pogledala, malo sem se mu nasmejala. Nekako želja je bila, pa nisem zaradi noh ne mogla, no tako v mečah me je tukaj špikal. Tako da ja, 2 kilometra pred ciljem sem se še raztegovala tam na enem pločniku, tako da je bila pol edina želja, da jaz do cilja pridem, no. Tako da ciljni šprint ni šel, tako da tudi na uro nisem več gledala zadnje kilometre, no. Je bilo res sem še tu želja, da me noge pripelje do cilja. Ko si prišla okrog zadnjega ovinka na preprogo, pa tam si pa že videla dol ciljno uro, pa kaj si rekla, dva. V bistvu sem si že 2 kilometra prej rekla, Saša, čez do tukaj už pa še te 2 kilometre zmahla in evo, ja. Pol ti,
Si gledala, ki je na uro, pa lovila še sekunde, pa rekla, moram to stisniti, ali bo že dovolj. Ne, nisem mogla, oziroma važno mi je bilo, da sem noge v tem ritmu sukala naprej, hitrej pa nekako ni šlo, ja, da šprintala sem si jo gledala, ko beta v šprintu cilju, a ne, kaj tazga, men ne bi šlo, no. Ko bi pa tam res pustil vse. Mislim, Ja. hitrejš ne bi mogel, trpel je kot Kristus, ampak ja, šel je za sekundo in ratele za sekundo. Pri tebi je šlo za izjemen osebni rekord, 10 minut si odrezala od prejšnjega časa v Ljubljani. Noro. Zgleda, da imam jaz praksa kar po 10 minut popravljati te moje rekorde na maratonu. Leta 2016 sem šla 3,7, leta 2019 3,56, 50, tako na okvirno 10 minut popravljam, ja, tako da drug let bo treba. Praviš 2,36 pola. Ja. Mislim, sliši se lepo in mislim, noro. Ja, mislim, mi smo za to. Ja, mi se strinjamo, Aša Pisk 2,36, polo pa že Anja Fink mogla začeti zares trenirati, da te bo lahko lovila. Kaj Ja, je, no, pa ne izvoli. pozabimo, a ne, da v bistvu tako računam, mogoče kaj let bo še šlo gor, pa se bo pa tudi pri meni neko stavilo, tako da tudi jaz sem v tistih letih, v bistvu, ja, nekaj časa bo še šlo gor, pa bomo pa zadovoljni, da bomo lahko tekla, ne pa A, ohranili to na kondicijo. Ja, če pogledaš, ja, Primoža Kobeta, imaš vsaj še 5 let v Ok, dobrem, ja, zato, da, ali pa če pogledaš Heleno Javornik v nekdanjih rezultatih, je tudi še krepko po 40. dosegala izjemne rezultate, no tako da, lej, jaz mislim, ok, da hvala. imaš še posebej zato, ker se nisi maratonsko iztrošila v Ja, preteklem mhm. desetletju. To je tudi pomembno, Ja, r- ja. tako, a ne, zato, da imaš še zraven tvoja želja in lakota po rezultatih pove vse. Kaj je bila prva stvar, ko si prišla v cilj, ne vem, so ti bližnji prišli nasprot, trener, kaj je bilo, kaj se je dogajalo? Prva stvar sem vodo iskala, tako da sem mogla še cel krog narediti okoli, da sem prišla do izhoda pa do vode. Še prej me je pa že organizatorka rekla, da me rabimo ob 12 biti pod prireditvenim modrom, tako da to je že šlo zelo na hitro, no, tukaj je podelitev zelo hitro speljana, tako da komaj sem htela okoli do vode, pa že nekako pod prireditveni oder, tako da moja dva oprog sta me spodbujala, moja Ljoša pa uh, Mhm. Tevš, tako da sta pol prišla komaj kje k prireditvenemu odru in smo se tam zbrali. Je bilo kaj finančnih nagrad letos za državno prvenstvo? Je bilo, ja, sicer, koliko bo teh financ še čakam, bila sem obveščena, da bom prejela, da rabijo pa še rezultate doping testov dobiti, no, da bo izplačano. Zdaj, A so naredili doping teste? so že mogli, ja, sicer meni niso. Zdaj, Nekje ne so jih vem, izbrali, pač, ali kako, ja. ja, Ali, ne vem, po kakšnem regelcu to zbirajo, mene niso, no. ja, zdaj, ko bojo to skvačkali, pa odbili vse davke, pa boš dobila zaslužen denar, da boš si lahko kupila nove tekaške copate, ali kaj, upam, da bo vsaj za tolk, no. V čem tečeš, Saša? V čem? V katerih copatih? V Mizuno. Kateri model je bil letos tisti, ki ti je prinesel? Um, V bistvu jaz sem z Mizuno že ali sem mogoče z Nikeom začela, oziroma imam že eno izkušnjo Mizuno Waverider v Mhm. tistih mojih začetkih, tako da letos, ko sem prišla k Romanu, sem tudi spet pristopila na Mizuno. Zdaj v te novejših Pro Revelation, mislim, da sem prav izgovorila, sem tekla, ker imajo tudi karbonsko ploščo vmes, tako zelo hiter, lahek copat. V bistvu na samo nogo meni ful odgovarja, že tako Mizuno, tako da to je pa še ena stopna naprej, ko oboješ ta copat, no. Ker si izkušena maratonka, zdaj po 3 nastopih, sigurno tekačica, prav gotovo, pa copatov si nekaj zamenjala, pa ok, karbonska plošča. Ne? Po tvojem mnenju, ne? Kakšen doprinos, poleg tega, da moče malo razbremeni vse skupaj, ne, tvoj gibalni aparat, pa naredi recimo, kakšen doprinos, ali pa po tvojem mnenju, a ne,
koliko minut pa je to na enem maratonu lahko zaradi tega? No? Zdaj, jaz vam več lahko povem o mojih občutkih v tem copatu. Izvoli, Zakaj izvoli. več bi te pa lahko kar Hromano usmerila, bo to znal Bom zelo ga že dobil strokovno spet, ja, povedati. ga bom spet. Ampak izvoli, ja, povej, Kar, kako ti razmišljaš. Ja. tudi ja, ne bi pripomoglo nekaj, a ne tudi kar se časovnega dela tiče, mislim, da je tudi Roman tudi v prispevku malo več govoril o tem. Drugače pa kar se mojih občutkov tiče tukaj, meni je predvsem všeč ta del, da tudi za dolžino teči v ledaju bojem, se mi zdi, da mi ful pomaga, tako da so noge manj razbite drug dan. Zdaj skozi me tako spremlja ena taka bolečina v ahilovi, že tako eno obdobje, kaj je sicer z vajami obvladujem, pa se mi zdi, kaj imam ta super obut, da je tega zelo manj. Pri samemu odrivu te itak ful pomaga. Tu tako no. Model se mi zdi tudi tako malo širši, jaz sem tudi sama malo širš noga, tako da mi tudi z tega vidika paše, no. Tako da jaz imam same pozitivne, kar se tega copata tiče, no. Tudi ful lahk je, odziven. Kaj se je zgodilo v zadnjih 2 letih na področju recimo razvoja teh karbonskih copat pri vseh znamkah je neverjetno praktično, bom rekel, pa od Mitsuno, Essex, Puma, On, ne vem kaj, praktično katerikoli copat je zdaj že viden na nogah najboljših, na največjih maratonih, ne samo Nike, Adidas, tako da pomeni, da se tudi ostali proizvajalci približujejo temu. Danes praktično nihče več ne teče v čist navadnih copatih, se je Roman Danč v prenosu rekel, da če bi on imel karbonke leta 2000, joj, bi pa tekel krepko po 2010, kar je definitivno res. Zakaj si, Saša Piskši, šla v ekipo Romana Kejžarja v letošnjem letu, glede na to, da pač imaš že kar nekaj tekaških izkušenj, pa nekaj za sabo, zdaj si se pa odločila, da boš preizkusila mogoče še njegovo ekipo pa trening. V bistvu me je Katja Juhart mah temu spodbudila. Tako da dan sem ji izredno hvaležna. Mogoče bi si dan želela, da bi se to zgodilo že nekaj let prej, no. Tako da, evo, mi je bilo to že namenjeno, da je to prišlo ob tem času, tako da ja, Katja je bila tista spodbudnica. Tako da sem rekla, čisto tako po novem letu, ok, gremo probat, to še ne pomeni, da bom tukaj jaz ostala. Tako sem čisto malo šla preveriti, kako to izgleda, tudi nimam nekakih izkušenj, takšnih tekov v skupini, tudi tekov na stadionu, tukaj okoli Liderje nimamo tega, sem v bistvu jaz tekla po glavni cesti, no. Tako da ja, to je bila čisto ena nova izkušnja zame, tudi načeloma sem tak bolj individualist, kar se tega teka tiče, tako da to sem pa tako začela počasi. Zdaj, ko gledam, bolj sem mogoče se te srede priključovala, ko so bili hitri teki. Ostale dneve sem tako še skozi sama delam, a ne treninge. Zdaj, ko si pogledam za nazaj, pa ne vem, če si sploh predstavljam sama ta del od doma narediti, no. Je pa res, a ne, da to gre za malo težje treninge, kakor sem jaz prej delala, tako da itak skupina ful pomaga tukaj, no. Kje pa se dobite oziroma kje imate te skupinske treninge? Na Žaku. In ok, rabaš pač nekaj časa, da prideš tja, pa trening in nazaj, ampak praviš, skupina pomaga, mi ne vem, lahko opišeš kakšnega od teh res težkih treningov? Mislim, predvsem, kar imamo je teh intervalov, se jaz pridružena, ne, to so kakšne 4 stotke, 8 stotke, 6 stotke Jurija, tako da zdaj zadnje 3 mesece oziroma 12-13 tednov pred maratonom je bilo to malo bolj intenzivno, kar se samega tempa tiče, kar se ponovitev tiče, tako da mogoče tega dela si jaz ne predstavljam toliko sama doma delati, se mi zdi, da ko grem sama, da bi se jaz k intervalom spravila, da že tempo 4:0 težko sama držim, no, skupina te pa kar malo spodbudi. Tako da. Najtežji trening, ki si ga naredila v pripravljalnem obdobju? Načeloma so mi šli vsi treningi dobro, tudi strani Romana sem tako dobivala eno podporo. Edino zadnje 3 tedne oziroma ok, se 2 tedna nazaj smo začeli že spuščati, mogoče malo prej se mi zdi, da se je pa že malo ta utrujenost poznala in tako rečemo, kakšne 4 stotke ponovitev
10 krat 400 oziroma še več, se je zadnje tedne kar čutila ena utrujenost. No, že, tako da po en stran sem že komaj čakala, da nastop ta maraton, da pokažemo to, kar smo naredili. Se mi zdi, da je z določenim namenom um, ta čas, no, 12 oziroma 13 tednov, no, da če bi na ta način vzdržvala še neki tednov, da je bilo preveč tega, no, da je fajn vmes tudi kakšna pavza narediti pa to. Si kdaj naredila 2 treninga v enem dnevu? Ma ja, po moje, da je bil kakšen teden oziroma po moje, ja, več kot en teden, ne vem, če je bil, da smo šli dvakrat na dan, ja. Pa ti, Načeloma ne veliko, no. pa ti ustreza to, ali je ti to že preveč, je to že preveč psihofizično naporno? Ma ne mi ustreza, edin kar se časovnega dela, težko uskladim ta del, tako da drugač mi pa ustreza, je šlo, no. Se to so taki lažji izteki zjutraj, a ne. Ma nekako sem si uredila, tako da sem tiste dneve speljala. Kot pravim, tega pa letos ni bilo veliko, no, tudi kilometrsko se mi tako, mislim, po en stran, ko primerjaš s kakšnimi drugimi, a ne se mi zdi tako eni sprejemljiva kilometraža, tako čez prek celega tedna. Kaj to pomeni? 100, 120, več? Ja, tam okoli 100 se je rečemo v tistem modelu sezone, ko ni bilo spuščanja ali pa pred kakšno dirko, vrtelo, ja, kakšno maksimalno, po moje se ne vem, lahko da zdaj ful falila, kakšne 130, 140, čez več pa nismo šli, vsaj mislim, da ne, no, se brabla to še malo preveriti, drugač pa okoli 100 se je tako vrtelo vse, pa kar se nedeljskih dolžin tiče, tudi, a ne. Najdaljši, ok, povej mi najdaljši trening, ki ga prakticirate v Romanovi skupini, recimo pred maratonom. 38, enkrat, drugač pa manj, ostale Ampak nedelje. v nekem suboptimalnem tempu ali submaratonskem. Ma, niti ne, v bistvu jaz sama, načeloma nismo tudi takih navodil imeli, da zdaj pa ti tak tempo, sem načeloma je tudi, se mi zdi, da skozi tedna v teden tako napreduješ, tako da, ne vem, tempo rečemo 24 mi na dolžin že ni bil problem, mi je bil to en tako udoben tempo, ker če pogledam za nazaj, sem jaz dolžine delala tam okoli, v bistvu se čisto po občutku, ene 5:0, pa na vse zadnje sem tudi zdaj po občutku delala, se mi zdi, da je ta občutek bil zelo drugačen kot leta nazaj in se mi je, kot sem rekla, 24, 4:25 zdel že na koncu kar tak, udoben tempo, no. To se lepo sliši, Ja. 24 udoben tempo, zdaj si zapisujejo veseljaki in tekačice tam zunaj, kako bodo oni trenirali, da bodo prišli na maraton za 2:46 potem v cilj. Treniraš pa že kar nekaj časa, tečeš. Jaz se te A spomnim, ja. ne vem, desetletje nazaj, ko si takrat zmagala na nočni desetki, pa sem bil pozoren na te in že takrat nisi bila, bom rekel, slaba tekačica, tečeš pa najbrž še odprej, ali kako? Ma ja, tako bom rekla, jaz sem prek športa odraščala. Mi v naši familiji smo smučali skozi moje odraščanje. Jaz imam še dva brata in smo bili dosti v tem tekmovalnem smučanju. Zdaj, spomnim se, za nazaj smo se v osnovni šoli tudi teh krosov dosti udeleževali, teh občinskih. Pa je prišlo tisto najstništvo, so prišle, mogoče kar se tega tiče, ima stila, pa takrat se malo iščeš, no, pa na koncu, po koncu faksa se mi zdi, da sem se pa spet v tem športu ulovila, tako da na prva tekma, po moje, da sem šla na DM-ov tek 5 kilometrov, čisto tako smo se z enimi puncami zmenile. Pa mi je relativno, glede na to, da še en mesec nazaj, komaj, da sem tisto pretekla, sem se na tekmi tako zelo fajn odrezala, tako da se mi zdi, da me je pa to malo spodbudilo k temu, da grem še na kakšno dirko. Ja, pa so pa že vaše nočne desetke prišle na vrsto, a ne, ker sem se jih na začetku pred rojstvom tudi kar udeleževala, večkrat sem bila na Bledu, no, tako da ja, en let, 10 let od tega nazaj sem tudi prvič zmagala. Točno Imam še 10 danes let. tak en odrezek doma iz časopisa, da kako mi je pri zmagi pomagala vzdušje, pa polna luna, zgleda, da je bila takrat. Redko kdaj je bila, ampak takrat je bila, bravo, res A je no, bila. se spomniš? Ja, takrat sem bila čez ena začetnica, tako da.
Ja, sigurno te zmage pa dobre uvrstite tudi malo spodbudijo, a ne, tako da ustrajaš naprej, čeprav meni je bil skus tak en izziv bolj podred svoj osebni čas, no se kot pravim, nisem tako samo konkurenco obremenjevala, no tako da tu se sem še vzpenjala v gor, tako da ja. Da bi začela pa resno trenirati, že prej, recimo, te pa noben ni povlekel, pa rekel, ne vem, Saša, ti imaš talent, s tebe bom naredil, ne vem, kaj si bila zmer bolj, bom rekel, Ja. za sebe, si sama si postavila cilje ali kako. Ja, kot si rekel, noben me ni povlekel, tudi sama. Se mi zdi, da se nisem videla, tudi kam obrniti glede tega. Tu mogoče šele bolj zadnja leta tako razmišljam, kaj bi pomenil, če bi se jaz tega prej lotila, prej, ko sem bila še mlajša. Po eni strani bi si tega želela, oziroma po drugi strani si ne bi želela, da je bilo vse fokusirano na sam tek, tako da sem glede tega, da sem si ta čas zaposlila, ustvarila družino, se posvečala tudi drugim aktivnosti, zadovoljna, ne tega dela, mogoče bi si meni želela, da bi bilo vse sem temu teku podrejeno. Po drugi strani bi si pa, če danes pogledam za nazaj, želela na tem področju tudi mogoče kaj več narediti, pa sem malo prepozna oziroma le mi je že tako namenjeno, no. Zdaj, da prav žalovala zdaj za tem, ne govorimo o tem, sem še tako motivirana za kaj več. Tako je prav in v redu je sicer, ja, če bi se pogovarjala mi dva, ne vem, 10 let nazaj, bi Ja. se, ne vem, s časom 2046, takrat smo se pogovarjali še o kandidatkah za B normo za olimpijske in podobno, no, takrat je bilo še to 2 uri 42 dovolj se uvrstiti v nek širši krog olimpijskih kandidatk in tako naprej. Danes, govoriti v času 2030 je že brez Mhm. pomena, ker napredek je tako silovit in hiter. Spremljaš ti tudi kaj, bom rekel, vse skupaj na evropski, svetovni, slovenski sceni, vse zadnje, kako hitro grejo ti časi dol, kako hitri Mhm. so vsi postali. Je to zanimivo, gledaš to? Ja, tako, kar je teh objav prek interneta, preverjam te zadeve. Zdaj pa, da bi se prav usedla, so pa mogoče bolj to, kakšne večji maratoni, še to tako zadnja leta, tako bolj mal. Imam pa skozi tako, da sem mal v stiku s tem, no. Te kaj Predvsem pa kar se naših Zvole, ja, zvole, atletov zvole. tiče, Ja. mogoče, ja. Zelo rada sem spremljala Marušo Mišmaš, Klaro Lukan, ta del sem si kar tako pogledala skozi, no. Sta mi Ja, bil tak en navdih, no, se mi zdi, da sta ta del zelo fajn usklajevali, kar se šolanja tiče, kar se treningov, kar se nasploh življenja, tako. ja, in še vrhunskih rezultatov po vrhu, ja, Ja. to drži, to drži. Zdaj, ja, računamo potem, da se tudi Maruša Mišmaš po porodu pa spet Mhm. vrne, naproj Klara Lukan je vroča kot še nikoli, no, pa gre v nov olimpijski ciklus, verjamem, z visokimi cilji, tako da imamo nekaj, bom rekel, Slovenk, tudi Slovencev, ki so kandidati za najvišja mesta tudi na kakšnih višjih tekmovanjih. Je pa težko, no, ne vem, se mi zdi, da danes že vsak moški odteče maraton, če je dober, krepko po 2,5 in vse ostalo sploh ni več Mhm. podatek, pri ženskah mora biti to 2,20, če ne, to ni več podatek. No, tvoj Mhm. čas na Ljubljani, to je tudi objavljeno, 2,46 je ekvivalent po točkah IAF z moškim časom 2,21, evo, to si ne boš videla, to objavo. Sliš se v redu, ja. Tako da sem že konkurentna kobetu tukaj. Če v bistvu, ja, če bi se pomerila, bi bil mačken pred tabo, če si mačken. Zdaj, kako se matraš sama? Silni šprint bi odločal, evo, Tako, jaz ja, on mislim. bi tam bil, on sprintal. Ampak, ja, zanimivo, ne? Spoštovani, spoštovani, če vas zanima, ja, lestvica, bom dal link spodaj za te točke. Zelo zanimivo je, sem šel potem primerjati, ne vem, ženski svetovni rekord 2,046, kaj to pomeni za moškega in niti ni. Bom rekel, tako glomazne razlike od obstoječega 2,020, to pomeni, tako da to je kar dosti primerljivo, saj po lestvicah, po točkah, po tablicah. Kako pa ti sebe, Saša, vidiš kot, bom rekel, dobro rekreativko, zelo trenirano amatersko tekačico,
polprofesionalko, ne vem, kako, kam bi se umestila kot tekačica v tem diapazonu. Mislim, da dobro rekreativka bilo, ker izraz na mestu, tukaj se vidim. Ker vendarle počneš še cel kup drugih stvari v Ja. življenju, kot pa se ukvarjaš samo s tekom. Kje delaš kot terapeutka? V psihiatrični v Idriji, psihiatrična bolnica Idrija. Kak- Že v ti- bistvu od konca mojega študija sem se tam zaposlila, Mhm. imela prej že tudi štipendijo, tako da zdaj že koliko, 16-15 let, kar sem zaposlena v bolnici. Kako tvoji zaposleni, nadrejeni, na vse zadnje, tudi tvoji varovanci gledajo na to, da si, bom rekel, ena boljših slovenskih maratonk? Se v bistvu glede na to, da ne govorimo, mislim, tako ne razlagam jaz tega, kakšni so moji izzivi, kar se tega tiče, kam se odpravljam prek vikenda. Sem, kar je bilo pa tega maratona, je pa kar vsem prišlo na ušesa, tako da v ponedeljka sem prišla v službo, je bilo kar teh čestit, kar dežvalo strani zaposlenih, strani tudi pacientov, no, tako da, ja. Da zdaj te poznajo, no, zdaj vejo, kdo je Ja, Maša Pisk v bi lahko slovenskem rekla, teku. kar Prav, nekaj od teh pacientov, no, ka vejo, zakaj se gre, vprašajo v zvezi s tem, no. top. To, mislim, ja, lahko to pomaga kot, bom rekel, stvar, s katero razbiješ let kakšnega pogovora, pa moče komu Mhm. predstaviš lepote teka, ali kako. Ja, tudi se kakšno v tej smeri zanimati, pa mogoče bolj o teh začetkih, kako se tega lotiti na ta način, ja. Glede tega sem tudi kar tako odprta, no, pa. Na vse zadnje imamo tudi take aktivnosti kot delovna terapevtka v naši bolnici, ki so zelo tako usmerjene v ta del. Veliko imamo teh telesnih aktivnosti, tudi od fitness vadbe, gibalne terapije, telovadb, tako da ja, na vse zadnje lahko tudi te svoje znanje pa izkušnje vključim v ta del, no pa tudi drugim pomagam. Bi bila trenerka atletike teka, če bi tako naneslo, bi se znašla v tem. Ne, mislim, da imam tega znanja bistveno premalo. Pa, Že, pa bi, že pa bi ga pridobila, recimo, če bi kdaj pač po končani karieri, recimo. Ma Marko, meni že te začetki manjkajo, kar se same tehnike tiče, če pogledaš, a ne moj tek ni lih tak za kakšen zgled komu, no, tako da, če se v samo tehniko usmerim, tako da mogoče mi tukaj že tiste osnove začetne manjkajo. Tak, brabla najprej tukaj kaj narediti, no. Aha, misliš na sebi, preden boš lahko podajala Tako. znanje, ali kako? Tako. Bomo videli, no, meni se zdi, kar sem jaz posnetkov videl, tvoja tehnika precej boljša kot od koga, od marsikoga drugega, ne, od vseh, a ne, ampak, lej, za 2,46 ne moreš imeti res polomljene tehnike, verjemi. Ja, Lahko. bi lahko pa bistveno več še izkoristila, tudi te nove superge, ki so se prej tudi te teme dotaknila, no. Pa, Kar se odriva tiče, jaz sem tukaj še bolj. no, pa se pogovarjate s trenerjem tudi tukaj v tej smeri. Imaš kakšne drile, vaje za tehniko, morda, da boš v prihodnosti kaj posvečala tudi temu, če je to seveda smiselno. Pogovarjava se, ja, zdaj, da bi pa kakšne specifične vaje v zvezi s tem delala, tu pa ne, no. Tako da, tudi tako Roman dosti poudarja, ta stretching vaje za moč, jaz sem tukaj, jaz kar se tega tiče, tako dosti nisem, ne morem biti zgled komu, a ne, se mi zdi, da so tukaj še dosti rezerve, ka imam tudi namen delati, no, zdaj vnaprej malo več na temo, pa moje bo tudi ta del, tako bi dosti pripomoril, tudi samo načinu teka, si mislim, no. Joj, mislim, to mi je všeč, no. Všeč mi je, da imaš take plane, ja, tako da sezona 2025 bo zanimiva, sigurno bo šla Radence pa Ljubljana, državna prvenstva, ali kako. Ja, zdaj v bistvu že 2 let hodim na Radence, kjer je državno v polmaratonu. Ja, pa upam, da zdravje da, da grem tudi na kakšen maraton, še zdaj a bo to Ljubljana, najverjetneje bo kar Ljubljana, no. Bi te mikalo teč tudi kakšnem, recimo, mednarodnem, kakšni Valenciji, pa Berlinu, pa ne vem, Dunaju, pa tako naprej. Ekipa Romanova se tako veliko pogovarja, pa tako večkrat kakšne svoje izkušnje v zvezi s tem povejo, tako da mogoče me je zdaj začelo malo bolj mikati, no, ko poslušam to. Ne vem, tako
sedaj pohecam, Valencija je tista, ki bi rada enkrat izkusila, no. Tako da, Mislim, ja, tam je ogromno hitrih tekačev in tekačic, tam res nisi sama, a ne, če smo že pri tem, tudi na dobrih rezultatih, moče še en vetrček popiha, vse ostalo je idealno časa dovolj, ker je to decembra še let, tako da ja, priporočam na mm, vsak način, tam so tudi slovenske tekačice hodile postavljati najboljše rezultate in jim je marsikdaj uspelo, no, tako da daj, za naslednjo sezono lahko malo poplaniraš, to je še več kot eno leto, vidiš. Evo, tako, Valencia. drugače pa ja, kar se tujine, nimam tukaj izkušnje, edin ta, kar se sosedov tiče, Hrvaške. Ja, Hrvaška. Dlje pa nisem šla. Tekla si, jaz sem videl pol v tvojih statistikah, pa na gorskih tekih, pa tekla si Mhm. na krosih, pa na trailih tudi prav, mislim, večkrat, vem, da si zmagovalka KBK traila večkrat na, ne vem, a si na vašem idrskem trailu tudi nastopala najbrž. Ne, nisem. Sem pa na teku na Hleviše, kaj je bil še prej. Kot so pa začeli s našim HG trailom, mislim, da sem pa že nehala s temi horskimi oziroma trail teki, da sem se pa že bolj na ravnino usmerila. V bistvu jaz sem se na ravnino po zadnjem maratonu, leta 2019, mislim, da od takrat naprej sem pa se bolj na ravnine usmerila. Namenoma, ker si videla, da je tle tvoja želja, potencial, talent ali. Ma v bistvu se jaz nisem imela v namenu kakšnih maratonov teč. Sem šla na prvega, sem rekla, sede, grem lih tuk, se mi zdi, da vsak, ki teče, mora ta del izkusiti. Tako z tega ven sem šla na prvi maraton, pa me je pa ta maraton čist pretegnil, tisti občutki, pol na koncu, to se mi je zdelo čist nekaj drugega, no, tako da po od tega naprej sem se pa malo bolj cesto fokusirala. Drugače pa jaz sem kar dobre uspehe tudi v trail teku tako imela ali pa v gorskem teku. V bistvu sem zadnji horski tek tekla še letos, no se ne vem, če naj to delim ali ne, kaj A se mi na zdi. državnem, ali a to bilo takrat? Ja, v bistvu je bila izbirna za evropsko. Sej, to je bilo čak, sem danska gledam, če se ena taka naivna odločitev. Šla sem s čiste ravnine v tist hrib po ne vem kolikih letih. V bistvu sem šla pa bolj tak strani teh organizatorjev oziroma teh, ki za reprezentanco sestavljajo, sem bila tako spodbujena že lani. Po lani sem odklonila, tako da je letos spet, pa sem rekla, glede na to, da je tekaška proga, to je bil vzpon na Javornik, Bubin tek. Bobin tek. Glede na to, da je tekaška proga, evo, gremo z nule probat. Pa se na koncu je še šlo, prišla sem četrta punca v cilj, tudi bila bi izbrana na vse zadnje, ni bilo toliko kandidatk, tako da bi imela sem možnost tudi na evropsko, itma se pol nisem odločila. Jaz na vse zadnje, če grem na en tek, imam vsaj tisto občutek rada, da sem nekaj naredila za to, da sem pripravljena. Ostalo mi je tako zelo malo časa, oziroma se je bilo kakšen mesec, dva, meni se je zdelo to bistveno premalo, tako da sem se naprej rajš v cesto usmerila. Pa ti je mogoče Roman celo odsvetoval se udejstvovati v gorskih tekih, zdaj, ko si bila v tem maratonskem ciklusu treninga? Ja, to so bili v začetku, ko sem jaz tudi Hromanu pristopila, pa sem ga tudi malo povprašala o tem, sigurno ene take rezultate na cest nauš naredil, a ne če boš kombiniral ene in druge. Ma zdaj ne vem, jaz tudi na vse zadnje, tu niso taki vrhunski rezultati, kar se maratona tiče, tako da en tak čas, ne vem, lahko bi še šlo, lahko ne sem. Po nekak je pa tudi ta del pretehtal, se mi zdi, da kar se teka na ravnini v eni uri zelo lahko veliko narediš, si tako ne predstavljam, zdaj kakšnih tekaških dolžin delati ob nedeljah v hrib, ki sigurno traja, da ti 20 km, pa še ne vem koliko višincev narediš, ker ti pobere celo dopoldne, tako da tudi ta del časovni ima pretehtal tukaj, no, se mi Mhm. zdi, da. No, ja, ti si ena tistih, ja, za razliko od večine, ki so šli s ceste v trail, pa tam našli svoje poslanstvo, ti si šla zdaj kontra. To Jaz mi je sem tudi še nazaj, ja. ja, to mi je všeč, to mi je zanimivo. Prav gotovo, ja, je zdaj, kot praviš, tudi zaradi časovnih omejitev, ki jih imaš, pa službo, pa družino in tako naprej, morda bolje, da to počneš, pa svoje talente tule izbrusiš, pa se boš pol
stara leta spet vrnila v trele. Vse bojo počakali. Ja, pa Pa še, mogoče lažje meriš tudi ten napredek na cesti, a ne kot na samem trailu. Tudi tu mi je še skusen izjiv, da tak v bistvu vidim, do kje lahko grem. Se Mhm. mi zdi, da smo zmožni ful, no, tu že en pretečten maraton lahko pokaže, ka si nekako ne predstavljaš pred tem, da boš ti tekel v takem tempu, pa v bistvu si dokažeš, kaj v bistvu se ti telo zmore, no. Mislim, to je res, ja, to je res. Težko bi na treningu zdržal nekaj takega na dirki, pa ti, čemu to pripisuješ, ne vem, pripravljenosti psihi, adrenalinu, vzdušju, da takrat telo pa daj sebe več, kot pa bi, če ne bilo vsega tega. Ja, vse, kar si naštel, Marko, se mi zdi, da je pri pomoreh tam, pri meni pa sploh tudi ta adrenalin, kar močno na štartu dela, tako da se mi zdi, da je tudi ta del zelo pri pomore. Pa v bistvu sem taka, tudi mal tekmovalna, ne v smislu, zdaj, da bom z drugimi tekmovala, sem bolj s sabo, sama s sabo. Tako da ta del pri meni tudi veliko pripomaga, da je tako, ja, ta adrenalin na štartu, tako da tudi to poskrbi. Adrenalin je nujna stvar. Ja, je potreben in nujen. Ja, včasih potem gledaš nazaj po dirki, pa se že ni mi jasno, ko mi to ratal. Ja, v A ne? bistvu, ja. Ko sem li govorila pred maratonom, me vpraša moja Ljoša, kdaj okvirno te lahko na polovički pričakujem. Pa računam tako, ok, okvirno 40 minut na 10 kilometrov, pa če še 40 dodamo. Po sem pa lih ob tem razmišljala, 3 let nazaj sem se borila s tem, da mi jaz desetko pod 40 pretekla, zdaj se pa v maratonu pogovarjamo, pa jaz o tem tempu govorim, tako nepredstavljivo se mi še skozi delo, še preden sem šla na štart. Tam gleda, da gre, no. Ja, no, deva reči, 5 let nazaj, ko si bila s časom po 3 urami najboljša Slovenka, te je takrat tukaj presenetilo, leta 2019, da si bila najboljša Slovenka in državna prvakinja. Mhm. Ja, v bistvu me je presenetila, ne, takrat je bila tudi Barbara na štartu, kaj je let prej tekla, tako ful dober čas, tako da je v bistvu tudi pričakovala z tega vidika, tega nisem. Se pa tudi takrat mi je bila edini cilj, tako da tečem po 3:0. Tako da ja, pa na koncu tudi zmaga me pa itak, da je presenetila, no, se so vsi na Barbaro računali. Ja, državna prvakinja v maratonu, lej, to ni vsa, to ni Pa vsa. mislim, da sem kar nekaj let držala ta naslov, a ne, pa je še korona prišla vmes, tako da po mojem, da sem bila ene 3 leta jaz ta državna prvakinja. Vidiš, mislim, takrat bi mogla dobivati vse te sponzorje. Pa to imaš kakšnega sponzorja, imaš koga, ki te podpira pri tem, ali si pač prepuščena bolj svoje, sama sebi. Pri tem bi Romana omenila, se mi zdi, da mi je tako ena velika podpora, kar se obutve tiče, kar se oblačil Mizuno, tako da ta del dobim tudi obutev dosti cenej, mislim, dosti cenej, neki cenej, a ne? Tako da Romana vidim tukaj s svojo znamko Mizuno kot eno podporo. No, sej, ta njegova ekipa je zdaj zrasla kar na, bom rekel, impresivno število odličnih tekačev. Kako se razumete, koliko vas je pravzaprav, če se vsi zberete? Zdaj veliko nas je, zdaj, ka tukaj trenirajo tudi drugi, a ne, ka se specializirajo bolj na krajše teke, pol je še Sandi, a ne, kaj ima, trenira tudi na tiste dneve. Kar se pa samih maratonov tiče, smo pa tako nas je enih 5 zdaj tako v ekipu, ko smo prav ta tempo tekli, a ne, smo v bistvu tudi intervale skupaj delali, ko so tudi šli na maraton oziroma eni na polmaraton. Tako da ja, v bistvu prišla sem bolj s ciljem, z namenom v to ekipo, da bom kaj na času naredila, pa zdaj se mi zdi, da mi ta del da zelo veliko več, kot sem to, no, da se mi zdi, da smo eno tako fajn prijateljstvo sklenili med sabo, da smo v navezi tudi s sebinami, ki niso sem s tekom povezani, tudi zraven treninga, se mi zdi, ok, se tisti trening zelo resno opravimo, se mi zdi, da je dosti veliko drugega, da je tako zelo v sproščenem vzdušju vse skupaj, no. Tako da ja, dobim tam veliko zase, kar se treninga tiče, dobim pa tam tudi, se mi zdi, ena taka socialna mreža, kam je. Ja, sliši se marsikaj.
pozitivnega, res veliko, bom rekel, rekreativcev, boljših rekreativcev je izjemno napredovalo v tej sredini, no, tako da očitno Roman že ve, kaj dela, poleg tega, da se ukvarja potem še z pa Robijem Kogovškom, ki je slep, pa prej je Sandija Novaka pripeljal na paraolimpijske in tako naprej, tako da, ja, bomo še spremljali naprej, pač te napredke, super je tvoj Aljoša bil kdaj boljši od tebe kot tekača, ga zmer že celo življenje tolčeš? Če bi Aljoša to vprašal, bi rekel, da ga že cel življenje toči. No, pa je bil, mislim, je bil kdaj tudi, mislim, vem, da je tudi tekmoval po trailih pa na tekih Ma ja, gorskih. on ima v bistvu izkušnje bolj tudi s triatlonom, pa z gorskim tekom, ja. Kar se hitrosti tiče, ne bi rekel, da je bil boljši, no. Mogoče v kakšen hrib, v hrib, ja, ok. Kar se ravnine tiče, pa ne. Kako uskladite potem, se pravim, a je to fajn, da sta dva tekača prebajti, no, ker razumeta eden No ja. drugega, ali je tudi izziv potem vse te potrebe po gibanju uskladiti? Eno in drugo, ja. Tako da po eni strani si ne predstavljam, da Aljoša ne bi bil tukaj v temu, se mi zdi, da me je res ful oporo, pa lažje razume ta del, po drugi strani ja se rabo pa tudi med sabo malo glede teka usklajevati, kdaj bodo na vrsti, tako da glede tega bilo verjetno lažje, če bi se samo en član družine ukvarjal s tem, a ne, s časovnega vidika govorim. Drugače pa itak, ja. Jaz imam z njegove strani res podporo. Sploh zdaj, a ne, kar imava sina, se mi zdi, da brez tega ne bi jaz mogla tega dela početi, no. Super. Me pa spremljate na vseh tekih, tu si vzamemo kot tak tudi en družinski izlet, tak mama odteče tisto, kar ima za odteč, to ne dva navijata, pa gremo dalje. Prav. Prav. No, se pravi, bo mali že od rosnih let vključen v ta šport, kaj pa veš, mogoče se bo okužil tudi on s tem. No ja, kar rad teče, že dan zjutraj, ko smo ostali ob 5. Mami, gremo tekat, tekat, tekat. In smo tekali po dnevni ob 5. Ima pa izkušnjo tudi ene Brdo pri Kranju, smo šli letos tudi enega otroškega teka. Tam je bil en kuža pazika, ga še danes omenja, za kaj teku zanima, ne? To je že okužen, evo, je Ja. že, še en član družine, evo, ki bo tekač, bodoči tekač. Povej mi, glede na to, da si bila tekačica prej, pa zdaj med nosečnostjo si dala mir ali si bila aktivna tudi Ne, sem bila tekaško? kar aktivna. V bistvu do zadnjega. Do osmega meseca sem bila aktivna, pa sem pa zbolela za korono, pa sem pa tudi rekla, da zdaj preneham. Tako da tudi po rojstvu sem zelo hitro začela. Takrat v bistvu tistih par tednov sem počakala, da strani ginekologinje dobiš potrditev, da je vse ok. Tudi če se jaz ne bi v redu počutila, tako ne bi bilo tako. Jaz sem se v bistvu cel cajt nosečnosti zelo dobro počutila, tako da sem v bistvu cel cajt jo ohirala, tudi šla kakšne 4-krat na teden povprečje tako teč. Ja, pa kot sem rekla, tudi pol po rojstvu zelo hitro začela, no. Pa, Tako da pa je bil. to ti je ustrezalo v bistvu tudi že prej, oziroma si se posvetovala najbrž z ginekologinjo kot tekačica, izkušena ti je dala zeleno luč. Ja. Ja, v bistvu rekla sem si, mogoče je zdaj priložnost, ko sem noseča, da se glede tega malo umirim, pa preneham, sem pa nekako, jaz se nisem počutila brez tega, tako da sem rabila ta del, tako da sem šla čisto po občutku, no, tako tudi tempo, a ne, se to je bil počasen tempo, tako ja, nekako mi ni šlo brez teka, no, Pa sem ga ti, pogrešala. pa ti kdo z okolice kdaj dejal, joj, Saša, njega srati, to je pa resna stvar, da rajš počivaj, da ne bo kaj narobe, ker vem, da pač, bom rekel, v okoljih, ker vidijo takšno nosečnico tekati okrog, takoj dobijo vsi mal ta moment, da jih zaskrbi, da je to ni mogoče najbolj zdrava stvar. Ja, mogoče sem se malo tega tudi sama na začetku nosečnosti ustrašila, no, um, sem pred zanositvijo še tako dosti intenzivno tekla, pa pol dala za kakšen teden mir, tako prav zaradi teh slabih občutkov, a bom zdaj zdaj kaj tukaj narobe naredila, kar se razvoja tiče otroka,
Ma pa sem se nekako tudi ginekologu posvetovala, pa nekako sem dobila eno zeleno luč, da lahko to tako v enem zmernem tempu tudi delam. Ja, na vse sorte odzive naletiš tudi v okolju, a ne sem se mi zdi, da le jaz najbolj sama sebe poznam, tako da sem čisto svojim občutkom tukaj sledila, nisem pretiravala. Se mi zdi, da več naredim, bolj koristi naredim s tem, če se počasi tečem, kot da, ne vem, doma mejim čistek. Mislim, ja, pravilno, da se tudi se dotaknila te teme, se mi zdi, da marsikatera tekačica tam zunaj, ki se sooča pa s temi življenjskimi odločitvami, pa potem z nosečnostjo in tako naprej, ima cel kup vprašanj. Imel sem spomladi Natašo Tulmandič kot gostjo, ker so tudi to temo razdelovala, ker se mi zdi, da morda se še premalo o tem govori, pa ne vem, pred leti o tem veliko Jasmina Praprotnik govorila, ki je tekla še krepko čez rok in tako naprej, pa se je kdo zgražal s tem. Je pa res, da je vsako žensko telo drugačno, ene morajo pač počivati skoraj 9 mesecev, ene bi pa lahko, ne vem, zidale hiše še ja, 3 No, dni se prej. ta del se mi zdi pa sploh pomemben, a ne? Da, tak, jaz sem se res fajn počutila v nosečnosti, tako da ja, če tega ne bilo, oziroma če bilo karkoli drugega, bi se jaz že ustavila tukaj, no. Pa se glede tega tudi tako zelo naprej, po rojstvu tako govorijo, a ne pa v zvezi z dojenjem in vsema, je, tako da ja, ne vem. Do, do, Jaz sem čisto svojim občutkom sledila tukaj, no. Glede dojenja, vem, da so pač različne izkušnje tam zunaj, ti si to uspela izvajati dalj časa ali ne. Tudi po porodu si ni bilo težave, recimo, usklajevati dojenje, pa tek, pa kalorije, pa vse skupaj. No, se mogoče, zdaj jaz sem po moje pri 7 mesecih šla tudi na prvo tekmo, to je bilo pa Lancana Ultra Trail, ki je bil dolg, koliko, po moje 29 ali koliko kilometrov, se ne vem, se brabla preveriti. V glavnem, takrat je bil moj prvi tek po rojstvu. Se spomnim, tako v bistvu smo li začeli z uvajanjem goste hrane, tako da pred štartom je bilo obvezno potrebno prej še otroka nahraniti, pol čim prej prileteti v cilj, da te už navlačen, tako da tukaj so bile bolj začetne skrbi takrat usmerjene, a bo tako. Pa si kaj une ameriške ultramaratonke za eno ali pa dve, sem bral te zgodbe, ki so šle na 100 milke, pa na okrečevalnicah jih je čakal mož z otrokom, da so ga podojili, pa sem rekel, Bog pomagi, ko to gre skupaj. Ampak vidim, zdaj imam še slovensko tekačico, ki je to dala skupaj. Ja, podojila pred štartom, podojila po cilju, noro. Noro in to na ultra Ja. trailu. Bravo, bravo. Tako da je glede tega je danes lažje, no. Da se da to vse narediti. Ja, evo. Ja. Evo, tako da, ja, brez strahu, drage dame, draga dekleta, ki greste v te, bom rekel, življenjske izzive, vse se da. Če ne pa vprašajte Sašo, kako je ona to uskladila, pa boste dobili kakšno izkušnjo iz prve roke. Kaj je težje? Zdaj, podcast, tole pogovor, to ti gre super od rok. Mislim, da ni tako boleče kot maraton, ampak provokativno vprašanje, kaj je težje, porod ali maraton? Ma bi Res, rekla kar porod, no, se kar se pomaga. moje izkušnje teže. Če bi rekla maraton, ja, potem bi bilo vse čisto lahko. No, porod je zahtevna stvar. Najbrž traja tudi pri tebi malo dlje kot maraton. No, tako. Tako, ja. Ja. Pri enih traja tudi dlje. Jaz sem bil prvi, pa rekel, več porodih zraven, pa so bili kar mal daljši. Ker maratoni pa so bili tudi zame bolj naporni, pa nisem bil glavni akter. Tako da, Saša, zdaj praviš, greš kam še v Palma Novo, kam boš šla vteče to polovičko? Ja, ma se s Palmanovo pogledujem, ja. Nisem se sicer še prijavila, ma najverjetneje ne v Palmanovo tista. Zdaj, koliko se je ta utrujena, še poznala v Palmanovo, bomo videli, ma upam na en fajn rezultat. Decembra imaš aktivni počitek ali kako? Ja, z ekipo gremo tudi na Tenerife, na ene take priprave, to je začetek decembra. Lušten. Ja, pa tudi s familijo skupaj, tako da bom tu en tak dopust. Planiram tako bolj umirjen december, no, pa drug let naprej zagrabno. Smučaš še, kolesariš še, vem, da si bila v vseh teh športih kar aktivna. V bistvu po končani
karieri smučanja sem se pol malo bolj usmerila v ta del, da sem otroke učila smučati. Mhm. Tako da to sem počela še pred rojstvom mojega tevža. Zdaj bom imela. Tukaj je en izziv, da neha naučim smučati po zim, tako da to mi je tudi zdaj nekaj tak, kako me čakam. Pa malo ta turno smuko sem se jaz bolj usmerila, oziroma pol kasneje tudi tek na smučeh. Aha. Da, Še, ja, to je nekaj, kar še tako čez zimo zdaj zdaj zelo redko grem tako še na smučišča, tako da je mogoče bolj turna smuka, pa tek na smučeh sta zdaj tista. Mi je pa tako kolesarstvo tudi nekaj, kam je zelo blizu, pa mogoče, če bi imela še več časa, tako prek dneva na razpolago, bil absolutno to en šport, ki bi ga rada zelo več počela, kakor Hano. Preveč imam vseh želja, tako da je daj kar težko uskladiti v ta 24-urnik. dobro, mislim, no, kje, dve stvari mi povej, kje je tvoja najljubša špura za turno smuko, pa kje je najljubša proga za tek na smučeh? Ok, tek na smučeh smo dosti hodili na Pokluko, tudi na Jezersk smo dosti hodili, ali pa vojsko na Didrijo. Mhm. Kar se pa turne smuke, je bilo pa tu nekaj let nazaj, kar smo te vrhove osvojali, zadnja leta smo bili pa bolj na smučišča vezani. Tudi snega ni bilo toliko, tako da tukaj, kar se turne smuke tiče, je zelo redko, tako tisti pravi pohoj, vse kar se pri nas tiče, a ne, že fajn iti kam v tujino. Hvala Bogu, da uspeš vse to še narediti ob teku, oziroma zdaj ima tek prednost pred tvojim Ja, zdaj ima športom. tek predno, zdaj je tega tudi dosti manj, no. Ja. Je pa res pozima, ne, tudi tekaško ni več toliko, se mi zdi, da je malo pustimo tukaj, tako da ima več časa tudi za druge športe. Pa, Tako da. pa boš rekla, no, po tvojem mnenju, poznam ljudi, ki samo tečejo, pa imajo skozi kakšne poškodbe, pa težave, pa ljudi, ki pa malo kolesarijo, pa so na tekaških smučkah, pa pravijo, da jim to pomaga, bom rekel, ne samo z vidika bolj zanimivih treningov, pač pa tudi z vidika preprečevanja kakšne Mm. poškodbe. Kaj ti misliš? Jaz bi se s tem strinjala, ja. Tako da. Priporočaš vsem nam, ja, ki še tečemo bolj malo, ampak se tega držimo kot pijanec plota, da mogoče gremo še na kakšne nadilce mal, Mhm. pa Mhm. mogoče na kolo včasih, ali kaj. Ja. Ja, jaz bi osebno to bolj počela. Meni to dosti bolj diši kot kakšne druge vaje. Zdaj, vaje za moč imam tukaj v smislu. Jaz bi zelo rajš na en tak način do tega prišla, no. Kakšni fitnesi, take zadeve, to, To ti ne diši. ne, Ja. to ne, že nasploh kakšni notranji športi niso tak zame. Tako da bi zelo rajš na en drugačen način k temu prišla, no. No, ampak če gledava tek na smučeh, mislim, se tle moraš imeti Ja, roke, kor aktiviran ves čas, a ne? Ali kako? no, se mi zdi, da se na ta način tudi dosti da narediti, kar se te moči tiče, ja. Tako da jaz bi svetovala ta del, ja, ta raznolikost športov. Sem slišal, ste, spoštovani, spoštovane. Zima gre noter, upamo, da bo kaj snega tudi v nižinah, da bomo šli na brusec smučke oziroma namazati. Ti laufaš klasiko, laufaš Ne, skate, skate, skate. skate je Mhm. zakon, skate je zakon, skate je zakon. Jaz se še Mhm. počasi bom priučil temu športu, ker mi tudi všeč, ampak ja, ko v nižinah ni snega, se moraš zapeljati kam višji gor, pol pa že terja to čas, pa logistiko, bo vse Ja, ostalo. ja. Mogoče ni tako fajn. Uh, Saša Pisk, meni je bilo super se pogovarjati s tabo. Lej, po 10 letih, kar si zmagala na nočni desetki, sva končno imela tako malo več časa, da te izprašam, zakaj si tekačica, pa kako si prišla do tega. No, zdaj veliko, veliko vem. Uh, Hvala ti za tvoj čas, pa za tvoje zanimive zgodbe. To bom rekel. Hvala, Marko, tebi za povabilo. Tako da, o tem razmišljam. Zelo rada te poslušam v O, teh hvala. podcastih, ponavadi vožnjo izkoristim za ta del. Tako da
zdaj sem v drugačni vlogi danes tukaj, no, tako da. Težko je sebe poslušati, to ti bom rekel. Ja. Težko je sebe poslušati. Ampak, lej, Mi je bilo pa prijetno, no, hvala. glede na to, da so bili kar pomisleki, kar se tega tiče. Sem tako vse razmišljala, mogoče je bilo lažje tudi tukaj en maraton odteči, kot si ta izziv zadati. Vzela sem si časa za en pol maratonček, to je ravno prav, evo, da so to objela. Sam še nekaj povej, vem, da prej si rekla, te medalje zadnje niso moje, nekje imaš ti vse te medalje in pokale, kam to vse skladiščiš? Jaz sem v bistvu na dveh koncih stacionirana, malo smo tukaj v Žireh, imamo pa tudi še stanovanje v Spodnji Idriji. Tako da tam hranim, v svoji domači hiši vse skupaj. Se mi zdi, da je tukaj premaz prostora. Imam tam en poseben kotiček, prav temu namenjen. Super, ne, mislim, upam, da jih boš še veliko nanosila noter, sam to bom rekel. No. Lej, Ja, a ne. tudi Ker- jaz si želim tega, ja. Ja, tvoja prava maratonska kariera je šele začela. Saša Pisk, lepo soboto ti želim, imaš kakšen plan, kam pa greste danes? Bo lep dan. Glede na vreme, nimamo, jutri bolj planiramo, no, da gremo na kakšen izletek. Tako da danes nekakšnih planov, da sva zbrala ta prav dan, no. Tako, ja, izkoristila sva tako mal deževno ali pa oblačno sobotno jutro za tole. Lej, super je bilo. Saša, se vidimo tam zunaj, uspešen nastop še letos priprave, leto 2025 se pa srečamo na terenu. Hvala, adijo. Hvala, čau!